Ja, živijo, dragi moji alieni! Zamaknila sem se na to stran in vzela jasno svojo ograjo dam roko. Na ograjo dam lahko svojo roko. Nedolgo nazaj smo govorili o najbolj bizarnih smrtih. In v bistvu je tale video na nek način dosti podoben. Govorili bomo o ljudeh, ki so bili živi zazidani, ker so jih kot smrtno kazen zazidali žive. Mečkaj mi jezik tole lom. Zadnji čas je mi vse jezik lom. Ta smrtna kazen, grozna kakor je, se dejansko ni uporabljala toliko dolg časa nazaj, kot bi si želeli. Uporabljala se je dokaj nedavno in sicer, nedavno. Na območju Perzije, torej približno današnji Iran, se je uporabljala še v začetku 20. stoletja, torej ne vem, 1910. leta si še to doživel, da se je dogajalo. Bizarno. Se ful bojim utopitve recimo, ali pa da bi zgorela, noro se tega bojim, ampak najbrž konec koncev, ko črto potegneš, je hujiš, da te živega nekam zazidajo, definitivno to traja. Po mojem tam od 3 do 5 dni, da dejansko umreš pa od dehidracije in od tega, da se stradaš, ampak predvsem mislim, da je kar dehidracija. No. Veste, kako se reče ne z glavo čez zid, no v tem primeru mogoče, da to prej reš muk. Prvo vprašanje je, zakaj so to počeli in odgovora sta dva isto pravilna in dva isto pogosto uporabljena. Prvi razlog je bila smrt, ker so človeku želeli za neko kaznivo dejanje prizadejati dolgo smrt, torej ne želimo, da hitro umre, ne bomo ga obesili, želimo, da še trpi zraven, torej je bila precej kruta stvar. Druga opcija pa človeško darovanje. O tem bomo veliko govorili, predvsem najebajo tukaj device pa otroci. V smislu bolj čisto stvar, daruješ, bolj bo ta stvar lucky charm, več bo sreče, bolj bo to ne vem kaj stal kot neka zgradba, objekt. Skratka, nagraužno, obupno in Par besed o izvoru, ki mi je ful zanimiv, in sicer to sega že v zgodnje rimsko cesarstvo. Takrat so obstajale svečenice vestalke. Vestalke so bile samo punce, izključno iz zelo prestižnih, pomembnih družin. In one so veljale za zelo čiste ženske in tako po karakterju, po duši in tudi valjda device, ker so se zavezale k strogemu celibatu. In što se je bil, da ali če se je vestalka prekršila, torej da je naredila en hud smrten greh ali pa da je pač ni bila devica recimo, je bilo prepovedano preliti njeno kri. To je bil tudi zločin. In kako je drugače ubili, kakor pa kruta kazen, živo zazidajmo, ne bo se kri prelila in to je to. Ne smejo jo konkretno direktno ubiti. Vestalke so pač mogle biti čiste, ker so po boginji vesti, zaveznice in čuvalke ognja njenega in ona kot boginja družine in doma pač morajo biti jasno, pridne, celibat, in sploh, Tudi vestalko je lahko obsodil samo papež in ko je enkrat kolegi papežev sklenil, da je ona kriva, jo niso na čist navaden način dali v steno, ampak so jo dejansko naredili tak mini prostor, res zelo majhen, po mojem meter ali pa 2x2. In noter je dejansko imela s sabo še malo hrane in pijače. Če mene vprašaš realno, prej leti zmanjka in v bistvu sam podaljša ta trpljenje, ampak bilo je še zmer z neko mero spoštovanja, če mene vprašaš. Prej sem omenjala, da so v Perziji oziroma zdaj območje Irana so to počeli še začetek 20. stoletja, ker je scary as heck. Ampak prvi zapisi pa segajo 17. stoletja, ker je Jean-Baptiste Tavernier je bil popotnik oziroma ne vem kaj točno je on bil in takrat že hodil in je zapisal to, kaj je videl. In videl je dejansko po tisti pustinji, puščavi je že videl v bistvu ne kot stavbe, ampak dobesedno samo tak mini prostor obzidan, ki je dobesedno samo en človek noter šel in tam not so ljudi kot smrtno, počasno kazen dajali. Ampak ne tako, da je bil cel zazidan, še hujš na nek način, da je imel glavo zunaj. Najprej pomisliš kao, hvala Bogu, imel še mečkaj, ne vem, lahko je vpil, lahko je govoril, lahko je ne vem kaj. V bistvu je bilo to še hujš, še poslabšali smrt zaradi tega, ker prvo kot prvo izpostavljen si vremenu, na vsak način ali te toča, ali te dež, ker par dni to itak traja, ali pa sam preprosto sonce, ker se te istočasno začne blesti. Še hujš od tega je, da ko začneš umirati ali pa sploh, če si glasen, pa nič ne moreš te, napadajo ptiči, ne vem, kjer vse ptiči tle so opuščavi, ampak te pač skluvajo, oči ti skluvajo in tako naprej in to je moglo biti res super, tako da to je bil ful pogost pojav, ful veliko je bilo teh stebrov tam, ki so bili ljudje noti in je res scary shit. Značilno je bilo za moške predvsem, ki so bili tako zakopani, da so začeli oziroma prenehali vpiti in se boriti in kričati tako po 3 dneh, ko zgubiš energijo. Ponovadi 3 dni so ona meja, da človek ne more več se nekako upirati o sodi.
A se mi je danes noro svetlo tle, ne vem točno zakaj, pa ne vem točno kaj narediti. Moram bolj nazaj. En upomnik izven konteksta tega scary videa je to, da ne pozabite, da imate vedno dol v opisu videa, ko je link do Whiteshark opreme in takoj, ko ta link kliknete, je vse tam 10% off, ker je pač na moji kodi že avtomatično, ni treba kode upisovati. Blablabla. Zdaj pa primer, ki je ljudem najbolj strašljiv, tudi meni je pač obupen, pa prihaja iz Nemčije. Bravo Nemčija, bravo Nemčija je, ja bravo Brimove pravljice, ko original, če ste kdaj slišali, pa če jih poznate, je definitivno mindfuck, kako so to krute. Nemčija je res šarf je Nemčija. In tudi, kar se tiče zazidavanja živih ljudi, so bili oni v tem prvaki, ne v čemarkoli, ampak v zazidavanju noter otrok, predvsem v gradove, ker je veljalo, da če čisto nedolžno bitje noter zakopleš, bo verjetno to tok lucky charm za ta grad, da nič ne bo mogel porušati tega obzidja in nič mu ne bo mogel škodovati. En tako zelo znamenit grad, kjer se to definitivno je zgodil, je bil grad oziroma Burg Reichenstein. V 16. stoletju je bil ta grad baje že 400 let in je prišlo do obnove in obnavljal ga je Christopher von Heim. In ta von Heim je bil plemič, ki je bil pa na eni točki ubit sa strani enega izmed njegovih kmetov, torej podložnikov. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta kmet trdil, da je pač on tja noter zakopal nobenega drugega kot svojega lastnega sina. No, drugače ta grad je ful lep, pa deluje kot hotel, pa ful je priljubljena turistična točka. Pa pridejo na vrsto cerkve, a ni to ironija. Vilmnic je bila ena cerkev, ki se je tudi to zgodilo. To se je zgodilo zelo malo potem, ko so na tem območju tudi uvedli krščanstvo in kakor vemo, je bilo to v štartu zelo kruta stvar. Vse se je zelo kruto dogajalo. In oni gradijo to cerkev in nekaj ni šlo po planu in so nekaj se sesuva, nekaj ne drži dobro gor, ja, kaj moramo narediti. Arhitekti naši so super, v tem ni problema, ne moj. Kaj tle znanost nima nič zraven? Verjeten problem, če nismo žrtvovali enega nedolžnega ali pa device, in pa so to naredili. Kriv za to je bil hudič in kako se zoperstaviš 6 let do otroka, zakopleš. Nažalost je tako, da pač fizični dokazi to dejansko potrjujejo, to niso zdaj neke legende, to se je dogajalo in naprimer isto Nemčija, mesto Bremen je bil tam en most, ne točen kater most in so 1800, torej v 19. stoletju enkrat so noter dejansko najdeli kosti otroka, tako da it's there, it's really there, pa logično, da veš, da je otrok, ker je majhen. Leta 1885 so v Angliji, v Holsworthyju, nek kraj, ne vem, kje naj bi to bilo, so najdeli tudi to kostje odrasle osebe. Sem pa našla tudi eno osebo zgodovinsko resnično, ki jo, mislim ne, da jo vsi poznamo, ampak zdaj boste slišali, da je bila živa zakopana in sicer kralj. Richard II, torej angleški kralj, je bil živ zazidan. Fora njegovega obdobja je bila to, da je cvetela umetnost in art in lepota in vse je bilo to ful pomembno in nažalost zdaj njemu je bilo to toliko fascinantno, da je vso svojo življenjsko energijo dajal v to. Pozabil je pa vladati, vse je bilo samo, vse je toliko lepo, imejmo plese, ljubim umetnost. Na prodajnemu rivalcu je on zgubil svojo krono, o tem jaz detajlov ne vem, mogoče kdo od vas ve, in so se odločili, da najboljša smrt za kralja še vedno je pač ta zazidanje in so ga zauzidali v en odmaknen, izgnan grad. In je tudi zaradi tega, ker je tak način še najmanj škode naredil na telesu. Še vedno je kralj, še vedno je fajn, da ga imamo ohranjenega in pač so ga izstradali oziroma itak dehidriraš prej, kakor izstradaš. Skratka, dragi moji pridni moti, radi smo imeli Alien Mama out. Zdaj grem še en video posnet, ta bo tudi ful hud slovenski zločini. Spodaj pišite ideje za nove videe, tle me followajte na Instagramu. Alien Mama out, bye!